Pozdravljeni! Od septembra lansko leto v ormoški ekonomsko-poslovni coni ob Opekarniški cesti nasproti trgovine Mercator M-Tehnika raste velika, moderna zgradba, ki bo služila Tehnološkemu parku Ormož. Ta bo predstavljal veliko pridobitev za podjetniški razvoj novih mladih podjetij v občini in regiji. V slabih 4 mesecih zgradba že dobiva osnovno podobo. Gradbena dela, ki jih izvaja cestno podjetje Ptuj, potekajo nemoteno. V Ormožu bomo tako najpozneje prihodnje leto imeli moderen tehnološki park. Ja, ta nova lepa zgradba tukaj za mano bo služila nadgradnji podjetniškega inkubatorja, ki trenutno deluje v Ormožu na Vrazovi 9, ker imamo na razpolago žal samo pisarniške prostore. Ideja pa je bila zaradi povpraševanj vseh mladih podjetnikov, da bi morali zagotoviti tudi proizvodne prostore in to je bilo nekako izhodišče, kjer smo z občino začeli kreirati skupaj novi tehnološki park, ki je že v izvedbi, se pravi se gradi. Tako da ta tehnološki park bo v bistvu namenjen razvoju mladih podjetnikov in vsi ti mladi podjetniki bodo imeli tukaj na enem prostoru tako prostore za pisarne kot tudi za proizvodnjo. Ormoški tehnološki park bo deloval pod okriljem Razvojno-raziskovalnega centra Ormož, ki je naslednik nekdanje javne razvojne agencije, znotraj katere je že leta 2011 bil ustanovljen podjetniški inkubator. V času do danes pa je bil v veliko pomoč mladim inovativnim podjetjem, saj jim ne ponuja le fizične infrastrukture in svetovalnih storitev, temveč tudi znanje, mrežo storitev, izkušnje ter spodbudno podjetniško okolje. Te politike pospeševanja lokalnega podjetništva so že kar dolgo razvite v Evropi. V Sloveniji mogoče malo zaostajamo na tem, mogoče ni bilo pravih spodbud strani države, ampak ko spremljamo razvoj teh mladih podjetnikov, jaz sem že kar nekaj časa v teh vodah, vidimo, da potrebujejo na začetku neko pomoč, mentoriranje, nekoga, na koga se lahko obrnejo z nekim vprašanjem, da jim pomaga odpreti kakšna vrata in pa seveda tudi to skupnost, ki jo glih podjetniški inkubator oziroma tehnološki park ustvarja. V takej zgradbi se združujejo različna podjetja, ki se lahko tudi med sabo pomagajo in se skupaj drug drugega malo potiskajo naprej. Tako da je kar nekaj komplementarnih stvari, ki prispevajo k temu, da lahko hitreje ti mladi podjetniki se razvijajo. Če gledamo naš inkubator, ki ga imamo trenutno, je polno zaseden je. Probleme smo imeli predvsem v preteklosti z povpraševanjem mladih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo. Enostavno teh prostorov ni in smo jih morali iskati na trgu, se pravi po celem območju občine Ormož. In potem smo pač najemali mi te prostore oziroma smo sofinancirali najemnino tem podjetnikom. Zdaj bo ta možnost drugačna, zdaj jih bomo lahko namestili v tehnološki park. Interesa je kar dosti, celo več, kot smo pričakovali. Tako da mislimo, da ne bo problemov v 2-3 letih zapolniti tehnološki park za mladimi inovativnimi podjetji. Na objektovi izgradnji je trenutno videti le še pritlični del. Sicer bo zgradba imela tudi nadstropje. Sama zgradba bo ponujala v pritličju proizvodne prostore, 8 proizvodnih prostorov, ki bojo imeli možnost tudi združevanja, če bo kdo potreboval slučajno večje prostore. V nadstropju pa bodo pisarniški del, kjer bo tudi uprava RRC-ja, potem bo predavalnica, kjer bomo lahko pripravljali razne delavnice, konference in tako naprej, prireditve.
sejna soba, ki bo na razpolago vsem podjetnikom, in pa v gornjem delu bo še ena takšna kuhinja z parimi stoli in mizami, kjer bojo lahko tudi ti, ki bodo uporabniki tega tehnološkega parka ali pa tisti, ki se bodo udeleževali raznih delavnic, tudi imeli potem neko krajšo, manjšo pogostitev in pa druženje. Za kakšno kvadraturo uporabnih površin gre? Zdaj projektiranih je 2000 kvadratnih metrov, približno 1000 je v pritličju za proizvodne prostore in pa skladišča, in pa 1000 kvadratnih metrov je v nadstropju. Nekje okrog 1600 je tistih uporabnih površin, ostalo so pač neki manipulativni prostori, kot so dvigalo, stopnišča, hodniki in tako naprej. No, zanimivo je, da torej imate v načrtu tudi dvigalo, to najbrž ni slučajno. Ne, gledajte, dostopnost moramo omogočiti vsem, tudi ljudem, ki imajo ovire v gibanju, in nekako to je pač potrebno, brez tega žal ne gre. To tudi zahtevajo od nas vse smernice države in Evropske unije, da mora biti ta dostopnost in da mora biti tudi zagotovljena enakost spolov, tako da tudi vse ženske, ki se želijo ukvarjati s podjetništvom in imajo podjetniško idejo, se lahko obrnejo na nas, kajti želimo si, da bi tudi to žensko podjetništvo v prihodnje malo bolj razvijali, da bi bilo bolj enakomerno razporejeno. No, govorite o ženskem podjetništvu, kaj imate v mislih? Že zdaj se zelo trudimo, da bi nekako začeli v Ormožu in okolici razvijati to žensko podjetništvo, to skupnost, ker vemo, da poleg vseh drugih del, ki jih ženske upravljajo, ostane malo časa še za to in zato še toliko več neke podpore potrebujejo, da lažje razvijajo svoj posel. In ideja naša je, da bi pač poskušali narediti tudi mogoče preko kakšnih drugih razpisov, projektov mednarodnih, neki preboj na tem delu ženskega podjetništva v našem območju, da bi mogoče dosegli kakšen klub ženskih podjetnic, kaj podobnega, kjer bi pač se združevale ženske, ki se ukvarjajo s podjetništvom, si pomagale, si izmenjevale informacije in tako naprej. Da je gradnja tehnološkega parka razdeljena v dve fazi. Prva faza poteka zdaj, se pravi, prva faza zajema gradnjo objekta z ureditvijo, popolno dokončno ureditvijo, funkcionalnostjo spodnjega dela. Zgornji del, se pravi nadstropje, pa je druga faza. Za drugo fazo pričakujemo v kratkem razpis. Ko bo razpis objavljen, se bomo prijavili še na drugo fazo in potem pričakujemo, da nekje verjetno drugo leto, do konca leta bi naj bila zadeva pod streho. Tehnološki park bo v vseh ozirih za občino Ormož velika pridobitev. Ja, tehnološki park, jaz mislim, da glede na to, kako smo začeli z samo obrtno cono, glede na to, da imamo tudi zadaj razvojno-raziskovalni center, ki dobro dela, kar se tiče tudi privabljanja nekih novih, svežih idej, je to tista pika na i, ki jo rabimo. Tehnološki park bo za nas pomenil, da še privabljamo še več takšnih zgodb, da se tudi z zgodbami, ki se širimo, to se pravi na področju samega podjetništva, se pravi sami obrtni con, da bo tudi to nekako odskočna deska, da se da tudi v Ormožu prvo začeti, v tehnološkem parku pridobiti znanja, kompetence, ustrezne pogoje si tukaj napraviti, potem pa štartati na nekaj večjega v naših obrtnih conah in to je tisto, na čem želimo delati. Pa tudi konec koncev radi bi Ormož vseeno pozicionirali malo višje. Takšni objekt, jaz mislim, da je regijskega, če ne celo državnega pomena, celo na obmejnem območju, ima toliko večjo težo in jaz mislim, da bo to pika na i našemu razvoju gospodarstva in pa privabljanju novih investitorjev. Kakšna je vrednost investicije v celoti? Pogodba je bila podpisana s cestnim podjetjem Ptuj za 4 milijone 136 tisoč. Se to kaj spreminja v tem času? Ne, trenutno je vse po finančnem planu, tako da številka še vedno ostaja enaka in upajmo, da bo ostala. Se pravi, pridobili ste si tudi sredstva iz države. Tako. Za kakšno vrednost gre? Ja, tukaj bi se res zahvalili Ministrstvu za kohezijo. Tu se pravi, pridobili smo 1,6 milijona evrov že. Zdaj še čakamo še na en razpis, bi rekli, z strani istega ministrstva, to se pravi na samem dogovoru za razvoj regije. Pričakujemo en razpis v prvem četrtletju tega leta. Enkrat, če se mislimo prijaviti za podoben znesek, tako da bi, kolikor bomo še drugič uspešni, bi nam to res veliko pomenilo. Pri tem, da si zagotovimo druga sredstva, to se pravi, da ne bi rabili tudi tega, drugega dela zelo obremenjevati naš občinski proračun, tako da nekako gremo po tem finančnem načrtu.
Tehnološki park raste v ekonomsko-poslovni coni, ki se tudi sicer dobro polni. Ja, zdaj, kar se tiče te obrtne cone, teh 12 hektarov, bi rekel, to je polno, to imamo razprodano. Zdaj širimo se še preko tega tehnološkega parka proti samemu tako imenovanemu Lešu in pa še proti sami bioplinarni območje približno veliko 5 hektarjev. Tu se spreminjamo ravno prostorske akte, to se pravi, da bomo namensko rabo iz IK, zdaj možno samograjenje se pravi kmetijskih objektov za potrebe, bi rekel industrije, če se lahko tako izrazim, mi bomo to spremenili namennost v IG, to se pravi za industrijsko gradnjo. S tem bi pridobili dodatnih 5 hektarov širitve na tem območju. Drugače pa v naslednjem tednu oziroma čez 14 dni najpozneje pa pričnemo tudi z razpisom komunalnega opremljanja Glinokopa, to se pravi tam pa z OPN-jem spreminjamo, se pravi nove površine, komunalno opremljamo in pa s tem bomo pridobili nove prepotrebna zemljišča. Ne smemo pa pozabiti, jaz še vseeno verjamem, da bo tudi se pravi prosti prostori bivšega podjetja Safilo, sedaj lastnika podjetja Znas, kot tudi bivše tovarne sladkorja, da se tudi z temi objekti nekaj zgodi. Za osnovne pogoje mladim inovativnim podjetjem bo tako kmalu poskrbljeno, kmalu pa bo tudi dovolj možnosti za gradnjo novih večjih ali manjših gospodarskih objektov, tako v razširjeni obstoječi ekonomsko-poslovni coni kot na območju komunalno opremljenega nekdanjega Glinokopa. In če bo kruha, bo tudi iger. V tem času se nekateri že pripravljajo na pustni čas. V Ormoškem mladinskem centru že poteka izmenjevalnica pustnih kostumov. In ker se pust približuje z velikimi koraki, bi veljalo razmisliti, in kakšen svoj stari pustni kostum zamenjati za drugega. Sicer rabljenega, a takšnega, v katerem smo letos lahko v novem pustnem izdanju. Akcija Mladinskega centra je tako več kot dobrodošla. Poleg številnih aktivnosti, ki jih izvaja Ormoški mladinski center, gotovo pomislijo tudi na pustni čas. Tako da je izmenjevalnica pustnih kostumov že ustaljena praksa. V Mladinskem centru smo že večkrat imeli izmenjevalnico, izkazalo se je, da je to dober način, kako smo trajnostni, da stvari uporabimo še enkrat in zato smo se letos odločili, da bomo izmenjali tudi pustne kostume. Razmišljali smo, da imajo recimo otroci kostume doma, ki jih prerasejo ali pa se jih naveličajo, prav tako smo podobni tudi odrasli, tudi mi se naveličamo in zaradi tega smo se odločili, da bomo letos izmenjali kostume. Zdaj imamo takim princip, da pridejo ljudje, si lahko kaj vzamejo, zraven tega pa si želimo, da tudi kaj odnesejo. Tako da smo ta princip poimenovali eno za eno, zaradi tega, ker drugače pa se nam tudi veliko kopiči, pa kasneje ne moremo nič s tem, ne moremo tega uporabiti. Akcija bo potekala le še nekaj dni. V Mladinskem centru računajo, da do konca meseca januarja. Do konca januarja bo potekala akcija Vsak delovnik, tukaj smo od 9 do 5. To pa zaradi tega, ker letos je pust kar hitro, tako da moramo pohiteti s svojimi pustnimi maskami. Zdaj zaenkrat bomo kasneje tudi pokazali, imamo veliko za otroke, od gasilca, pikapolone, zajčkov, veliko je tudi stvari, ki si jih lahko damo na glavo, veliko je tudi dodatkov modnih, za odrasle pa imamo trenutno lasulje, tudi mislim, da se nekaj za čarovnice skriva, pa za vampirje, tako da je že raznolika ponudba. Gre torej za možnost, da kakšen svoj stari pustni kostum zamenjamo za drugega. Sicer rabljenega, a takšnega, v katerem smo letos lahko v novem pustnem izdanju. V ponedeljek 22. januarja je bil god svetega Vincenca, zaščitnika vinogradov in vinogradnikov. In na Vincekovo se običajno začnejo tudi prva dela v vinogradih. Tako so z rezom vinske trte začeli tudi v obnovljenem ormoškem mestnem vinogradu. Rez bodo pod budnim očesom Martina II. Ormoškega sicer nadaljevali delavci občinskega režijskega obrata, takoj, ko bo malo topleje. Ampak na Vincekovo se je bilo pač treba odpraviti v vinograd
in simbolno začeti s prvim opravilom. Tako nas je mladi muzikant popeljal v mestni vinograd. Dobrodošli vsi danes na prvo opravilo v vinograd. Danes je 22. januar in goduje sveti Vincenc, zaščitnik vinogradov in vinogradnikov. In Vincencovo je neka prelomnica, bi lahko rekli, ko je prvi del zime mimo in se danes že daljša. To pa so tudi že prvi pogoji, ko se gre lahko v vinograd. Na današnji dan, torej na Vincekovo, se uradno začne novi vegetativni ciklus vinske trte. Sokovi začno znova teči po trsu, s čimer mu vlijejo novo življenje. Nobena kmetijska panoga namreč ni toliko odvisna od vremena ali božje volje, kot radi rečemo, kot ravno vinogradniška, pravijo tisti, ki se ukvarjajo z vinogradom oziroma z vinarstvom, in to je rek, ki velja že od nekdaj. Statistika pravi, da je od 10 trgatev le ena vrhunska. Zaradi tega so vinogradniki na Vincekovo polni upanja, želja in tudi molitev za nadpovprečno trgatev. Pa ne pozabite, še en takšen pregovor poznamo. Če na Vincenca sonce sije, se dobro vino v čaše vlije. Ali pa, če na vinka sonce sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti. Prvotni nasad vinskih trt v mestnem vinogradu tukaj v Ormožu je vhod v mesto krasil od maja leta 2018, a ga je žal pokosila trsna rumenica. Tako da ga je bilo treba zasaditi na novo. Nove trte pridno rastejo, kot lahko vidimo. Koliko truda in spodbud je bilo potrebnega, pa nam bo povedal župan občine Ormož Danijel Vrhnjak. Spoštovani izbrani, lepo pozdravljeni v mojem imenu, kot tudi v imenu občine Ormož, da takoj odgovorim na vprašanje. Seveda nismo rabili veliko spodbude, takoj smo se lotili, se pravi, novega dela v našem vinogradu. Mestni vinograd je ena izmed pomembnih simbolik, bi rekel, našega prelepega mesta in prav je, da se trudimo na področju vinogradništva, vinarstva in da nekako to tradicijo nadaljujemo. Zdaj, gorice že lepo rastejo, jaz upam, da bo rumenica zaobšla ta vinograd, upam, da še ne bo se drugič nam pridružila, ampak verjamem, da z enim dobrim delom, tudi našega Martina II. Ormoškega, da bo ta vinograd zrasel. Letošnje leto še verjetno ne mogli jih prešale,
bomo pa verjetno že zobale, če se lahko tako malo po domače izrazimo. Naslednjem letu ali pa čez 2 leti pa že mogoče kaj malega pričakujemo. V preteklosti jaz menim, da smo nekako zelo kvalitetna vina pridelali, jih tudi podelili, to simboliko nesli marsikateri znani osebnosti v državi Slovenije, kot tudi v svetu, in to je tisto, s čim bomo tudi nadaljevali. Zato iskrena hvala, da ste se nam danes pridružili. Midva z Martinom II. Ormoškim bomo danes upravila res tako, začetno res, kot se to spodobe. Zdaj ne bomo se mogla nekaj dosti odločati, včasih so se verjetno odločali, ali bomo delali bolj na kvantitete ali bolj na kvalitete. Mi bomo bolj gledali na kvaliteto, tako da bo vse tisto, kar bo prišlo v sod, kar bo prišlo v posodo, imelo tudi dober okus in pa da bo čim bolj kvalitetno. Seveda pa tudi vabljeni, da se mi pri tem pridružite. Iskrena hvala pa tudi vsem, ki ste danes poskrbeli tako ali drugače za današnjo organizacijo prireditve. Hvala. Hvala županu. Kot mi je znano, so škarje zanj tudi že pripravljene. Obrezati trto seveda ni popolnoma preprosto. To je zahtevno opravilo, ki ga ni prepustiti vsakemu, saj lahko s tem naredimo tudi veliko škode. Zato pravi vinogradniki to delo najraje opravijo kar sami. Nadzor reza trt v ormoškem mestnem vinogradu bomo tako zaupali Martinu II. Ormoškemu, ki ga pooseblja Stanislav Rakuša. Na kaj je potrebno biti pozoren pri rezu in kako si je zastavil načrt obdelovanja mestnega vinograda, nam bo pa povedal kar sam. Martin II. Ormoški. Lep pozdrav, lep dober dan vsem skupaj. Posebno bi pozdravil še našega župana Vrbnjaka. Z rezom bomo zdaj pričeli. Prvo rozgo se da županu, da bo spremljal vrstenje trte in tudi mogoče, če bo videl, kakva bo rodnost. Zdaj pa bi šel v vinograd in vrezal prvo trto. Prosim župana, da še pomaga, ja bomo dovoljne škarje, pa gremo kar v vinograd, tam bomo se naprej pogovarjali. Čisto, bo lepo raslo, zvezano zelo dobro, les je zelo lep. Rezali bomo nekaj nad osnovnico, da pol lahko še speljemo trto. Kot sem prej že rekel, bom prvo rozgo podaril županu. Izvolite. Naprej še lahko vsi dobite spominsko rozgo, da boste spremljali, ali pa tudi rozge smo včasih za cvetno nedeljo dali v presmec. Ta presmec se je pol nesel v cerkev, se blagoslovil, po blagoslovu pa so kmetje nesli nazaj v vinograd in so s tem študirali, da bo lepa letina in dobra letina. Gremo naprej, spet je zelo lepa rozga, jo čistimo. Tak, zdaj pa župan ima pregledala, kak je dozorel les. Če je les ima zelo majhno steblo, to pomeni, da je zelo dobro dozorel in da bo dobro za naprej.
Mlada trta se ponavadi reže pozneje, ker mlada trta ponavadi, če je slaba letina, pozebe. Zato jo režemo malo kasneje. Zato bomo tudi mi malenko še počakali z rezjo, ker trta se reže v suhem in sončnem vremenu. Ne? In tudi mi imamo se dogovorili, da bomo nadaljevali z rezjo, ker v mokrem in slabem vremenu ni primerno. Ne? Zdaj še lahko kdo želi dobi rozgo, da bo imel za butar ali za presmec. Izvolite. Super, no, hvala lepa. Bravo. Ne bi se videlo, Za spominje. Pregovor pravi, kako se rezač streže, tako tudi reže. Zdaj pa moje škarje nekaj škripajo, jaz mislim, da bo jih trebalo malo namazati. Boste kaj prigriznili spodaj, pa bo boljše. Moče bo se dokaj spomnil, da bomo kaj namazali. Zdaj mogoče veste, da kaj mislim. Ja. Še kdo želi rozgo? Kak je lepa. Kak je lepa. Nekaj pride. Hvala. To pa bo. Evo, hvala lepa. Hvala. Za dobro letino v mestnem Vinogradu. Tudi na Malcu ste povabljeni, tako kot je to navadno. Boste se čisto samo vrnili, prosim pa, zdaj vas pa malo, še ponovimo enkrat, kada je tako treba. Super, kar še enkrat, prosim, Še malo. Tako. Premakni se. Hvala lepa. Kaj si se tako statično postavil? Malo sodeluj, ne? Sledi še nekaj novic za ljubitelje športa.
Fucelerji v prvi slovenski ligi so odigrali tekme 14. kroga. Ta krog je na 4 tekmah ponudil 22 zadetkov. Kar 8 so jih gledalci videli v Ljutomeru. Pa poglejmo, kako se je išla tekma med Meteorplastom in Ekstremom iz Sodražice. Futsal ekipi iz Ljutomera in Sodražice sta se v letošnjem prvenstvu srečali še drugič. Na prvi tekmi sta se ekipi razdelili plen, saj se je tekma končala z rezultatom 6-6. Tudi v drugo sta se ekipi razdelili plen, saj je znova izid bil izenačen, tokrat 4-4. Na obeh tekmah pa so bliže zmagi bili futsalerji Ekstrema, ki so v prvi tekmi zapravili prednost z izidom 5-2, v drugi tekmi pa prednost z 2-0, 3-1 in 4-3. Sicer je to bil že 7. neodločen rezultat Meteorplasta na 14. tekmi sezone. Gostje so povedli v 9. minuti, ko so pri kotu lepo izigrali gostitelje in povratnik na slovensko futsal sceno Denis Totoškovič je ostal sam in zadev z levico iz 6 metrov. V 13. minuti je Ekstrem boljšo igro od nasprotnika nagradil z novim zadetkom in vodstvom z 2-0. Prleki so najprej izgubili žogo na polovici Ekstrema, sledila je še neodločnost v obrambi in 17-letni Mihael Čop se je še četrtič v tej sezoni vpisal med strelce. V zadnji minuti prvega polčasa so si varovanci trenerja Nikole Jeliča privoščili napako in storili 6. akumulirani prekršek. Sledil je strel iz 10 metrov Anteja Matana, njegova levica pa je končala za hrbtom vratarja Nika Ambrožiča. To je bil 12. prvenstveni zadetek Matana. Že v 3. minuti nadaljevanja so gostje znova pobegnili na prednost 2 zadetkov. Strelec za vodstvo Ekstrema s 3-1 je bil Totoškovič, ki je izkoristil novo nepazljivost v obrambi domačih. V 24. minuti zadetek Aljaša Goznika za znižanje zaostanka Meteorov na 2-3. Tokrat so si napako v obrambi po izvajanju avta privoščili gostje. Najboljši trenutki na tekmi so Ljutomerčanom prenesli izenačenje na 3-3. V 25. minuti je za najlepši gol na tekmi poskrbel Aljaš Goznik, ki je dosegel še drugi zadetek na tekmi. Rezultat je bil izenačen le nekaj trenutkov. V 26. minuti je za novo vodstvo gostov poskrbel Luka Čop. Verjeli ali ne, si je tudi tokrat obramba Meteorplasta privoščila hud spodrsljaj in še enkrat več bila kaznovana s strani nasprotnika po izvajanju s strani. Za končnih Meteorplast Ljutomer Ekstrem Sodražica 4-4 je v 35. minuti poskrbel Rok Šnofel iz prostega strela. Prisluhnimo in poglejmo k izjavam po tekmi. Še ena izredno zanimiva tekma in podobno kot pri vas v Sodražici, tudi tukaj v Ljutomeru izenačeni. Kako ste videli sam dvoboj? Pa mislim, da smo spet pokazali, da lahko pariramo tudi tem najboljšim ekipam. Bili smo v prednosti, mislim, da 3-krat v rezultatski prednosti, pa smo pol dobili gole iz naših napak, ki se nam dogajajo zdaj iz tekme v tekmo. Ampak mislim, da smo na dobri poti, da dobro delamo in da s treningi, da bodo prišli tudi rezultati. Naslednji petek ponovno v Ljutomer. Vaša napoved? Kaj ne rečem, mi bomo dali spet vse od sebe, popravili bomo te napake, ki so se danes dogajale in pa upam na najboljše. Tako kot v Sodražici, tudi tukaj v Ljutomeru izenačeno. Ste pričakovali takšen odpor gostov? Pa vedeli smo, da so neugoden nasprotnik, ampak spet naša igra v obrambi, poceni zadetki in potem moramo vedno mi loviti rezultat. Na koncu nam je, hvala Bogu, uspelo. Mislim, da smo sedaj tretji, tako da to je bila tudi naša želja in upam, da bomo v tretji del šli bolje. Kot kaže, naslednji teden v petek ponovno isti nasprotnik, se pravi ponovno težka tekma. Ja, sigurno spet težka tekma. Jaz upam, da bomo zdaj bolje odigrali v obrambi, ker v napadu sigurno nekaj damo, da zabijemo, ampak tepejo na zadetki, ki jih prejmemo v obrambi. Na preostalih tekmah 14. kroga je Dobovec težje od pričakovanega s 3-1 premagal Dobrepolje. Remi Bronxov iz Škofij in Oplasta iz Kobarida 2-2. Siliko je na vrhniki s teniški 6-0 odpravil Sevnico. Na lestvici vodi Siliko 37 točk, pred Dobovcem, ki je pri 36 točkah. Meteorplast na 3., Oplast na 4. in Sevnica na 5. mestu so vsi zbrali po 19 točk. Sledijo Ekstrem 13, Bronx 10 in Dobrepolje 4 točke.
V 15. krogu, petek 26. januarja ob 20:30 v Ljutomeru sledi ponovitev tekme 14. kroga med Meteor Plastom in Ekstremom. Zanimivo bo videti razplet in možnost, če se boste ekipi še tretjič v sezoni razšli z neodločenim rezultatom. Strelsko društvo Kovinar Ormož je v športni dvorani na Hardeku gostilo 4. turnir za državno prvenstvo v strelstvu z zračnim orožjem. Naše strelke in strelci so dosegli nekaj odličnih rezultatov. Strelska zveza Slovenije in Strelsko društvo Kovinar Ormož sta v športni dvorani na Hardeku gostili 4. turnir državnih lig v streljanju z zračnim orožjem. Nedelja, kjer smo bili prisotni za našo kamero, je bil dan za članice in člane oziroma za prvo A ter prvo B ligo v streljanju z zračno puško in pištolo. V prvi A ligi za zračno puško so se ekipne zmage veselili strelke in strelci Olimpije iz Ljubljane, pred domačim Kovinarjem ter tretjeuvrščenim Grosupljem. Olimpijo so do suverene zmage z naskokom skoraj 15 krogov popeljali Živa Dvoršak, Sonja Benčina in Blaž Lužar. Vsi trije omenjeni strelci so se uvrstili tudi v veliki finale med posamezniki. Ormožanke so do srebra na domačem terenu pristreljale v zasedbi Urška Kuharič, Nuša Žnidarič in Eva Petek. Med posameznicami je v kvalifikacijah Kuharičeva osvojila 4., Žnidaričeva 9. in Petkova 25. mesto. Žnidaričeve je uvrstitev v veliki finale ušla le za pol kroga. V velikem finalu je odlično streljala Klavdija Jerovšek, sicer šele 7. v kvalifikacijah. Zmagovalka turnirja Državne lige v Ormožu in vodilna po 4 od 6 turnirjev je po tekmi bila zelo zadovoljna. Sem zadovoljna, predvsem s tem, ker sem v finalu zelo dobro streljala. V rednem delu bo treba popraviti še nekaj napak, ampak sem zadovoljna. Kaj je recimo razlika med streljanjem v predtekmovanju in pa v velikem finalu? Namreč v velikem finalu ste bili res na visokem nivoju, mogoče zadnji strelj nekoliko slabši, če sem prav videl. Ja, zadnji strelj je bil nekoliko slabši, ker sem vedela, da sem blizu državnemu rekordu, ampak nekako sem bolj sproščeno šel v finale, kakor v sam redni del in mislim, da je to predvsem pripomoglo k temu, da sem streljala veliko bolje in pokazala, česa sem sposobna. Za vami so že 4 turnirji, kako ocenjujete letošnji del sezone? Ligaški del sezone ocenjujem zelo dober, trenutno sem na vrhu lestvice, tako da mislim, da boljše ne bo moglo biti. Če govorimo o ligah in o klubski ekipi, kaj pa na reprezentančnem nivoju, tudi tam verjetno imate kar visoke cilje? Ja, zdaj v bistvu najbližji cilj je Evropsko prvenstvo, da se uvrstim v ekipo. Tako da je. Pa mogoče, če rečemo za uvrstitev v ekipo slovenske reprezentance, je najbrž kar veliko rivalstvo oziroma veliko kvalitetnih strelcev. Tako je, za nas je 5 strelk, ki smo v bistvu enakovredne in je rivalstvo kar visoko in je treba streljati ves čas na najvišjem nivoju. Jerovškovi strelsko društvo Grosuplje je v velikem finalu največja konkurentka bila Sonja Benčina iz ljubljanske Olimpije, ki je kvalifikacije končala na 5., veliki finale pa na 2. mestu. Na podij za medalje se je kot bronasta uvrstila Urška Hrašovec, strelsko društvo 1. pohorski bataljon Ruše, ki je obdržala uvrstitev iz kvalifikacij. 4. je bila Živa Dvoršak, strelsko društvo Olimpija Ljubljana in 5. naša strelka Urška Kuharič. Po tekmi smo kar nekaj minut namenili pogovoru za najboljšo športnico Ormoža že nekaj let. Urška, tekma v Ormožu je končana, zadovoljna, 5. mesto na koncu? Ja pa ne, mislim, z rednim delom bi bila zadovoljna, če bi bil rezultat par krogov višji, ampak trenutno imam enih par stvari, ki jih želim pred začetkom teh pomembnejših tekmovanj še urediti. Se mi zdi, da so bolj mentalnega izvora kot kaj drugo. Ampak ja, finale pa vedno je lepo streljati, fajn streljati finale. Je pa tako, da moraš imeti malo sreče, moraš seveda zraven tega tudi dobro streljiti. Je pa, kot ste videli, mislim, razlike so minimalne in če si privoščiš kakšen slab strelj, si takoj na dnu lestvice in izpadeš. Tako da jaz vzamem ta finala mogoče bolj kot neko igro, mi je lažje streljati potem, ker v bistvu
lahko se zgodi karkoli, no, ker gre od začetka, rezultati odprej se zbrišajo in malo sreče, malo znanja in lahko uspe. 4 turnirji so za vami, kako ste zadovoljni z letošnjim razpletom teh turnirjev državne lige? Jaz sem glede na lansko sezono, mogoče lahko govorimo o zadnjih 2 sezonah, zadovoljna zdaj s to sezono. Namreč po prejšnjo sezono sem se iskala, večinoma krat nisem prišla v finale v teh državnih ligah, ker sem imela prenizke rezultate, tako da mislim, izredno sem zadovoljna, no, da mi je uspelo narediti nek preskok spet in loviti spet tiste visoke rezultate, kot sem jih to že. Tako da, ja, mislim, zadovoljna sem, udeležila sem se do zdaj vseh final državnih lig, tako da super. Prej smo se pogovarjali s Klavdijo Jerovšek, današnjo zmagovalko, da je enostavno rivalstvo zelo veliko, tudi na tekmah državnega prvenstva oziroma državnih lig. Namreč kvota za uvrstitev v slovensko reprezentanco za naslednje veliko tekmovanje je kakšna? Ja, visoka. Mislim, rezultati na mednarodni ravni se mi zdi, da iz sezone v sezono višajo. Mislim, res včasih so na kakšnih tekmovanjih se zdijo skoraj nedosegljivi, ampak mislim, po eni strani je super, no, da imamo takšno rivalstvo tu v slovenski reprezentanci, vsaj pri članicah, ker nekako eno drugo vlečemo gor. Tako da mislim, je težko, je težje naprimer priti v ekipo za večje tekmovanja, kot je bilo to pred leti, ampak je pa ja, kot sem rekla, super, ker te v bistvu mogoče ta dodatni stres pripravi na te večje tekme. Za konec povemo malo še o današnji ekipi Kovinar Ormoža, zelo dobro, visoko, znova drugo mesto, pa lahko, če malo poveš, kako ste tam zadovoljni in pa v kakšni sestavi ste danes tekmovali? Danes smo tekmovali v bistvu v tej klasični sestavi, jaz, Nuša in Eva. Nekako pričakujemo vedno medaljo, zaradi tega, ker smo vse sposobne ustreliti visoko. Danes nas je premagala Olimpija, ki je imela v bistvu vse 3 člane tudi v finalu. In jaz mislim, no, da bi bile vse zadovoljne s kakšnim krogom višje še, če bi vsaka dodala svoj kvalifikacijski rezultat, mogoče še kakšen krog. Ampak mislim, pač tako je, no, sezona je res izredno dolga in mislim, mi v bistvu gremo iz tekme v tekmo in se je težko mogoče, no, malo spočiti vmes, tako da ne gre na vsaki tekmi narediti svojega maksimuma. Ja, ogromno je potovanj, ogromno je tekem, kako pa recimo nasploh organizacija treningov, namreč ko je takšna pot, ko je tako res je cel čas pogonu, težko sestaviti vsak dan trening. Ja, glih sem se prej pogovarjala, da je bolj ali manj zdaj to od treningov, ker zdaj se začnejo, jaz naslednji teden odpotujem že na svetovni pokal v Egipt in potem se v bistvu vrstijo tekmovanja, 2 pomembni tekmi na mesec. Ko pridem z Egipta, imamo že v Španiji svetovni pokal, pridem iz Španije, imamo evropsko prvenstvo z zračno puško na Madžarskem in vse tam do junija. Tako da bo sezona zelo naporna. V bistvu med temi tekmami, no, bom verjetno probala nekako kombinirati oziroma pametno izbrati trening ali pa počitek. Tako da po eni strani se veselim, no. Zdaj pa res za konec. Sanje o olimpijadi verjetno še niso usahnile. Ja, seveda ne. Mislim, vse strelke v članski ekipi za evropsko prvenstvo v bistvu imamo možnost, smo z rezultati, mislim, vemo ustreliti rezultat, ki bi nam prinesel na pomembnem tekmovanju finale in potem finale pomenijo tudi možnost za borbo za kvoto za olimpijske igre.
Tako da, mislim, seveda je to cilj in želja, ampak vseeno pa mogoče ne razmišljam preveč o tem, no, ker bi lahko to bil večji minus kot plus. Tako da jaz se pač fokusiram na vsako tekmo posebej, ali je možnost kvote ali ni možnost kvote. Cilj je vedno priti v finale, če pa je potem v finalu dosežem tisto kvoto oziroma si pristreljam tisto kvoto, pa bo seveda še toliko boljše. Pri Pištoli v prvi A ligi so se ekipne zmage veselili strelke in strelci Strelskega društva Ptuj v postavi Majda Ravšelj, Sašo Stojak in Matija Potočnik. Ormoški Kovinar je tekmo končal na 11. mestu. Na posamezni tekmi se je zmage veselil Jože Čeper, Strelsko društvo Dušan Poženel Rečica, pred Aleksandrom Ošepom, Strelsko društvo Morož Velenje in tretjim Stojakom iz Strelskega društva Ptuj. Zmagovalec kvalifikacij Boris Filipovac iz Ljubljanske Olimpije je veliki finale končal na šele 7. mestu. Med Ormožani se je Emerik Hodžić uvrstil v veliki finale, kjer je zasedel visoko 6. mesto. Gregor Polenko in Petra Vernik sta zasedla 20. in 35. mesto. Po tekmi je pred našo kamero stopil zmagovalec s pištolo Jože Čeper. Lep pozdrav, sem Jože Čeper. Tukaj smo danes bili na državni ligi, kjer sem se uspel uvrstiti v finale, z žal ne prav dobrim rezultatom, ampak počasi gre na boljše. V finalu sem tudi zmagal in vzdušje je bilo pač dobro, tekmovanje narejeno ponavadi na nivoju in edino, kar je bilo malček moteče, so bile luči zgornje, ki so svetle direktno proti strelcu samem. Tako da, drugega ni za pripomniti. V prvi B ligi so člani Strelskega društva Jože Kerenčič, Miklavž pri Ormožu ekipno osvojili 5. mesto. Zmaga je pripadla ekipi Pro Armis. Med posamezniki je Boštjan Simonič dosegel 10., Aleksander Ciglarič 19. in Simon Simonič 24. rezultat. V soboto, kjer je nastopilo 255 mladih športnic ter športnikov, sta med našimi tekmovalci vidnejša rezultata ustvarila Eva Petek in Nino Benjamin Kovačec. Med mladinkami do 21 let s puško je Petkova osvojila 8., med mladinci do 21 let s puško je Kovačec osvojil 4. mesto. Evropsko prvenstvo v rokometu počasi gre k koncu. Vse bolj pa se približuje nadaljevanje državnega prvenstva v ligi NLB in v prvi B ligi, kjer nas zastopata ekipi Jeruzalem Ormoža ter Velike Nedelje. Mesec januar se počasi približuje svojemu koncu, kar je znak, da se bo počasi nadaljevalo prvenstvo v rokometni ligi NLB in prvi B državni ligi. V elitni ligi so Ormožani prizimili na visokem 5. mestu in imajo v drugem delu sezone lepo priložnost, da ulovijo 4. mesto, ki naslednjo leto vodi v Evropo. Tudi v pokalnem tekmovanju so Jeruzalemčki tik pred novo uvrstitvijo na zaključni turnir. Zadnja ovira pred uvrstitvijo med najboljšo četverico bo Koper, kateri je zmeraj trd oreh. In nič kaj drugače ne bo tudi tokrat. Z državnim prvenstvom vinarji pričnejo v soboto 3. februarja ob 19:30, ko na Hradek prihaja Dobova. Prvi nasprotnik Ormožanov trenutno zaseda zadnje 14. mesto v elitni ligi, ampak se v taboru Jeruzalema še kako dobro zavedajo, da je prav Dobova bila zmeraj črna mačka za prleke. Že iz tega razloga je za pričakovati popolnoma osredotočene vinarje na to tekmo. V sredo 7. februarja ob 19. pa na Hradek v sklopu četrtfinala Pokala Slovenije prihaja Koper. Torej sta takoj na začetku pred varovanci trenerja Saše Prapotnika dve zelo pomembni tekmi, ki bosta tudi tokrat lepo napolnili trdnjavo na Hradeku. Le nekaj kilometrov stran pa se na drugi del sezone pripravljajo rokometaši Velike Nedelje. Ekipa je jesenski del sezone končala na 11. mestu, ki jih ob koncu rednega dela sezone vodi v kvalifikacije, katere bodo odločale o obstanku v prvi B ligi. Želja zelenih je osvojiti končno 10. mesto, ki zagotavlja obstanek v drugem rangu rokometnega tekmovanja. Velika Nedelja bo svojo prvo tekmo v nadaljevanju sezone odigrala že v petek, 26. januarja ob 19. uri v Izoli. Žal tudi tokrat ekipa ne bo zaigrala v popolni zasedbi, kar bistveno zmanjšuje možnosti za uspeh proti solidni ekipi Izole.
Slednja se še vedno bori za drugo mesto in za uvrstitev v kvalifikacije, ki mu lahko prinesejo napredek med najboljše rokometne ekipe v državi. Prvo domačo tekmo bodo zeleni odigrali v petek 2. februarja ob 19. uri proti lokalnemu rivalu in sosedu na lestvici Gorišnici. Gre za tekmo, ki bo v veliki meri odločala o obstanku ene ali druge ekipe v prvi B ligi. To je bilo vse za danes. Le še nekaj dni pa bo za nami že prvi mesec novega leta. Vidimo se čez teden oziroma v februarju. Ta čas pa poskrbite, da boste dobre volje in zdravi. Srečno!